večer. Vesela sem, da lahko danes predstavim novega člana Kalivitine družine, za katerega sem prepričana, da ga boste zelo hitro vzljubili. Namreč, tako kot je že Maja rekla, to je Synbiotic Pure Biome, za katerega rečemo, da pripada novi generaciji simbiotikov in tudi novi generaciji probiotikov. Pa se najprej ustavimo pri izrazu symbiotik. Kaj to sploh pomeni? Poznamo izraz symbiotik, ki pomeni sobivanje dveh živih organizmov, dveh vrst živih organizmov, medtem ko je to symbiotik. In v publikaciji, torej v izjavi znanosti, ki je bila objavljena v reviji Nature Reviews, za gastrologijo in hepatologijo, so avtorji postavili v bistvu to novo definicijo, ki je pač skladna z zadnjimi raziskavami in pravi tako, da so synbiotiki mešanica, ki je sestavljena iz živih mikroorganizmov in substratov, torej nekih snovi, ki jih ti gostiteljevi mikroorganizmi selektivno uporabljajo, skupaj pa imajo zdravstveni učinek, ponavadi pozitivni zdravstveni učinek na gostitelja. Torej, symbiotik je torej predstavljen iz probiotika, ki predstavlja živi del, torej bakterije, v našem primeru Bacillus coagulans oziroma Weizmannia coagulans. Glede na to, da so ti mikroorganizmi znani kar nekaj let in so jih zelo, zelo raziskovali in glede na njihovo dejavnost je tekom časa se zamenjalo tudi kar nekaj imen. Tako da, če boste šli iskati informacije, boste dejansko našli, mislim, da je 6-7 različnih imen za to isto bakterijo. In prebiotik, ki je v tem primeru uporabljena izvleček semen grškega sena. Torej, probiotik predstavljajo živi mikroorganizmi, prebiotik pa predstavlja izvleček triplata, ki v bistvu deluje kot hrana za mikroorganizme. Ta hrana se uporablja v našem črevesju, torej mikroorganizmi uporabljajo izvleček triplata za svojo prehrano, hkrati ima pa triplat tudi druge zdravilne učinkovine. Triplat kot tak je poznan že stoletja in ga v ljudski medicini mu pripisujejo sposobnost, da znižuje nivo holesterola, da znižuje nivo krvnega sladkorja, zelo poznan pa je tudi pri mladih mamicah, saj naj bi povečeval količino mleka ob dojenju. Pure Biome je probiotik nove generacije najprej zaradi tega, ker je sposoben tvoriti spore. Manjši del mikroorganizmov v naravi tvori spore in Bacillus coagulans je eden izmed njih. Spore so pa v bistvu pomembne zaradi tega, ker so sposobne prehajati skozi človeško telo, manj so občutljive na vse dejavnike okolja. Spore Bacillusa coagulansa so sposobne preživeti višje temperature, sposobne so preživeti prehod skozi želodčno kislino, za katero vemo, da ima izjemno nizek pH, sposobne so prehajati tudi skozi žolčni sok. Ta nima tako nizkega pH, pa vendarle raztaplja maščobe, ampak spor ne uniči. In ko te spore Bacillusa pridejo skozi želodec, ko pridejo mimo nevarnosti žolčnega soka, se nastanijo v dvanajstniku in tam potem zaradi ugodnega okolja, zaradi dovolj visoke temperature, preidejo v aktivno obliko, torej v te žive, delujoče mikroorganizme. Tako postanejo aktivni probiotiki in tudi potem začnejo pozitivno delovati na naše črevesje in tudi na celoten organizem. Če primerjamo naše stare znance z novim članom, izbrala sem 3 probiotike. Torej, Acicajms Plus je probiotik, ki ga poznamo že kar nekaj časa in vsebuje 6 sevov, ProbioBalance 2 seva, medtem ko Pure Biome vsebuje samo en sev.
ampak med sabo so primerljivi in v bistvu vse tri lahko označimo kot zelo kakovostne probiotike. Število bakterij je, zopet vidite, Acicajms Plus ima 6 milijard, medtem ko ima Probiobalance 4, PureBiome 2 milijardi. Kar se tiče shranjevanja, probiotiki, ki niso sporulirani, vedno se proizvajalec napiše, da se lahko hranijo pri sobni temperaturi, so sposobni to sobno temperaturo preživeti, če pa jih hranimo v hladilniku, pa njihovo dolgoživost še podaljšamo, medtem ko za PureBiome ni potrebe, da ga hranimo v hladilniku, ker pač sobna temperatura ne doseže 35 stopinj, to je namreč temperatura, pri kateri Bacillus coagulans prehaja v aktivno fazo. Pomembna razlika med recimo temu navadnimi probiotiki in sporuliranimi je tudi v tem, da navadni probiotiki preživijo približno 15% vnešenih mikroorganizmov, preživi do ciljnega mesta, kjer mi želimo v bistvu, da probiotiki delujejo. Medtem ko sporulirani imajo preživitveno sposobnost do 85%, kar je velika razlika. In še ena najbolj očitna razlika, torej Lactobacillus, Bifidobacillus, ki so prisotni v Acicajms Plus in Probiobalance, ne tvorijo spor, medtem ko Bacillus coagulans tvori spore. Kot sem že rekla, lažje je rokovati z PureBiomom, ker ga lahko res shranjujemo na sobni temperaturi, tudi če ga vzamemo na potovanje, nam ni treba skrbeti, bo preživel. Zaradi tega, ker pač spore to temperaturo prenašajo. Kar se tiče delovanja PureBioma oziroma Bacillusa coagulansa na naše telo, v prvi vrsti vpliva na sestavo in aktivnost mikrobiote. In to na ta način, da deluje proti patogenim mikroorganizmom, ki se nahajajo v našem črevesju, naj si bodo to patogeni virusi, patogene bakterije ali glivice, jih onemogoča in pospešuje razrast tistih dobrih, koristnih mikroorganizmov v našem črevesju, izboljša tudi epitelijsko pregrado. Epitelijska pregrada je v bistvu sloj celic, ki prekriva naše telo. Torej, epitelij najdemo na koži, najdemo ga na sluznicah, to je tista najbolj površinski sloj celic, ki tvori pregrado in preprečuje, da bi katerikoli mikroorganizmi lahko vstopali v naše telo. Torej, ta pregrada deluje kot zaščita, ki preprečuje vdor škodljivih snovi v naše telo, hkrati pa omogoča absorpcijo hranilnih snovi in tudi vode. Zdrava epitelijska pregrada je resnično bistvenega pomena za vzdrževanje našega telesnega ravnovesja, za celotno telo. V povezavi s tem, ko izboljšuje epitelijsko pregrado, vpliva tudi na delovanje imunskega sistema, mu omogoča boljše delovanje, vpliva pa tudi na sistemski metabolni odgovor. Tudi to je ena taka dost znanstvena razlaga. Prevedeno v preprost jezik to pomeni, da sistemski metabolni odgovor je v bistvu en proces v našem telesu, ki omogoča našemu telesu, da se prilagodi na različne stresne situacije. In to je v bistvu pomembno, da je naše telo sposobno v času okužb, v času poškodb, v času bolezni, v času nekih drugih fizičnih, psihičnih, kemičnih obremenitev, usmerjati energijo tja, kjer jo telo najbolj potrebuje. Seveda vedno ohranja energijo za ohranjanje vitalnih organov, ampak vedno je v prvi vrsti to, da podpre telo, da lahko preživi. Če pa mi ta metabolizem preveč skušamo, če našemu telesu preveč nalagamo, potem pa seveda vodi to v izčrpanost in lahko tudi v zaplete drugih bolezni, ne nazadnje v to, da naše telo odpove.
Komu lahko priporočamo Pure Biome? V prvi vrsti tistim, ki imajo akutne prebavne težave. O akutnih prebavnih težavah govorimo takrat, kadar se pojavijo hitro, naenkrat. Ponavadi je to driska, bruhanje, za oboje vemo, da ob večkratnih ponovitvah, ob daljšem trajanju vodijo v izčrpanost, v dehidracijo, v disbalans, za katerega potem potrebujemo dolgo časa, da ga sami v bistvu spravimo nazaj na prvotni nivo. Pa naj si bodo te prebavne težave posledica okužbe, torej z virusi, bakterijami, z nekimi patogenimi mikroorganizmi ali pa zaradi stresa. Pure Biome lahko tudi priporočamo ljudem, ki se soočajo s sindromom razdražljivega črevesja. Ljudem, ki se soočajo z napihnjenostjo zaradi stresa, ki imajo trebušne krče, bruhanje, driske iz kakršnega koli razloga že. Namreč študije so bile narejene na večjem številu ljudi in bilo je ugotovljeno, da uživanje Bacilusa coagulansa zmanjša pogostost drisk, zmanjša impuls za bruhanje in na ta način v bistvu pomaga, da se težave umirjajo. Zmanjša tudi motiliteto črevesja, torej gibanje črevesja in na ta način upočasni prehod hranilnih snovi skozi črevesje in omogoča, da lahko telo nabere čim več hranilnih snovi. Za tiste, ki želijo preprečiti razvoj driske na kakšnih potovanjih ali pa preprečiti drisko, ki jo povzročajo terapije z antibiotiki. Antibiotiki, vemo, počistijo pred sabo vse živo. Oni ne gledajo na to, ali so bakterije dobre za naše telo ali so slabe. Oni so narejeni za to, da bakterije pobijajo, torej tudi dobre bakterije, in z vnašanjem Pure Bioma v bistvu poskrbimo, da te bakterije na novo naseljujemo. Zelo pomemben je Pure Biome tudi za ženske, ki trpijo zaradi vaginalnih okužb, tudi te so zelo, zelo pogoste in se povečujejo z leti. Torej pri starejših ženskah, kjer nožnica postaja fiziološko bolj suha, lahko ob odnosu napoka in to so v bistvu vhodna vrata za različne okužbe in to Pure Biome v bistvu z krepitvijo metabolnega odgovora tudi preprečuje. Tudi za osebe, ki želijo krepiti svoj imunski sistem na splošno, za osebe, ki želijo vzdrževati normalno črevesno mikrofloro, zato, da bi lahko izboljšali absorpcijo in izkoristek rastlinskih, pa tudi drugih beljakovin. To je zopet pri ljudeh, recimo, ki se srečujejo z razdražljivim črevesjem ali pa imajo kakršnokoli intoleranco. Ali je to laktoza, ogljikovi hidrati, lahko pomagamo, da se ta absorpcija izboljša, da je izkoristljivost hranilnih snovi večja. Študije so bile narejene tudi v povezavi z nivojem krvnega sladkorja, v povezavi z nivojem holesterola in tudi v tem primeru naj bi Pure Biome zelo pozitivno deloval in zniževal nivo obojega v krvi. Zopet smo pri tem, da je sestava pure, torej čista, brez gensko spremenjenih organizmov, torej tudi ta Bacillus coagulans ni gensko spremenjen organizem, brez umetnih dodatkov, brez različnih konzervansov, barvil, arom, tudi brez sredstev za povečevanje prostornine, je pa pakiran v rastlinski kapsuli, kar pomeni primeren tudi za vegetarijance oziroma vegane. Pri alineji brez alergenov sem pa napisala zvezdico z enim namenom, saj ni vedno mogoče izločiti kontaminacije s sojo in z glutenom, ki bi se lahko zgodila v tovarni. To ne pomeni, da je kontaminirano, lahko pa bi bilo. Kar se tiče same sestave.
torej Bacillus ali Weizmannia coagulans, MTCC so v bistvu sev. Je pa v bistvu obdelan, predelan in se imenuje laktospore, to je lastniško ime. Lakto zaradi tega, ker proizvaja laktozno kislino. In ta kislina je tista, ki zelo, zelo dobro deluje v črevesju. Pakirani sta v vsaki enoti 2 milijardi CFU, torej merska enota, ki se uporablja za izražanje števila živih mikroorganizmov, ali so to bakterije, ali so kvasovke, ki so sposobni rasti in tvoriti kolonije, in pomeni kolonije na enoto, koliko kolonij je sposobna tvoriti. To razmerje, potem pa je še, dodan je še potem izvleček semen grškega sena v razmerju 12:1, kar pomeni, da je v eni enoti spakiranih toliko hranilnih snovi, kot bi jih lahko dobili, če bi zaužili 12 enot suhih semen grškega sena. Se mi zdi pomembno, da vse te stvari tudi razložimo, ker dostikrat potem ljudje ne vedo, vsaj ne vsi, kaj vse te silne številke pomenijo. Zraven je pripisano še to, da je standardizirano na 45% galaktomanan. Galaktomanan je en polisaharid, torej vrsta ogljikovega hidrata, ki ga najdemo v nekaterih rastlinah. In ko se te rastline uporabljajo v prehranskih dopolnilih, so vedno standardizirane na določen odstotek. Torej 45% zavzema galaktomanan. Če bi bilo tega več, če ne bi bilo standardizirano, bi lahko bilo v eni tabletki 70%, v drugi pa 20%. Če standardiziramo na 45%, to pomeni, toliko je galaktomanana, ostalo so zdravilne učinkovine. Kot podpora so uporabljene hidroksipropilmetilceluloza in riževe vlaknine, zato da se izdela kapsula. V pakiranju je prisotnih 30 kapsul, priporočeno je uživanje ene kapsule na dan, priporočam v večernih urah, torej pred spanjem, zato da ima telo čas, da mu ponudimo možnost, da lahko čim več absorbira, da deluje. Pomembno je povedati tudi to, raziskave so pokazale, da Bacillus coagulans ni sposoben preživeti v našem telesu dolgotrajno. Po približno enem tednu se izloči. Je pa pomembno to, da v tem enem tednu naredi to, za kar smo ga mi v bistvu uživali. Če želimo dolgotrajne učinke, je potem seveda pomembno, da ga uživamo vsakodnevno. Lahko ga tudi pokombiniramo oziroma kasneje potem nadaljujemo z vnosom ostalih probiotikov. Dejstvo pa je, da probiotične mikroorganizme, torej neke mikroorganizme, ki delajo dobro mikrofloro, ki pomagajo našemu telesu, dobimo tudi z različno prehrano. Mi v bistvu z vsem, kar pojemo, z vsem, kar damo vase, dobimo tudi določene mikroorganizme. Tako da je pomembno to vedeti, torej dolgotrajno ne preživi v našem telesu, sčasoma se izloči, je pa zagotovo zelo blagodejen za vse to, kar sem že prej naštela. In celotno gledano, v bistvu za celoten naš organizem, zato da lahko vzdržujemo imunski sistem, zato da lahko podpremo delovanje našega celotnega telesa, nenazadnje, da ohranjamo zdravje. Če rabite kakršenkoli nasvet, veste, kje me najdete, sicer pa hvala za pozornost.